Današnja delavnica je zelo živahna, veliko strokovnih razprav na temo uredbe o zelenem javnem naročanju, predvsem na prilogo, ki govori o stavbah, zahtevah za stavbe, in seveda v okviru današnje delavnice bomo spregovorili tudi o zelenem naročanju na področju cestogradnje. Koliko je kaj udeležencev? Ja, udeležencev je nekoliko več kot 30 in iz različnih struktur, strani občin, direkcije za ceste, določenih podjetij, gradbenih podjetij in tudi iz industrije. V jeseni pa pripravljate še en podoben seminar? Ja, jeseni, predvidoma septembra, bo ponovna delavnica na isto temo z isto vsebino. Ponovitev. Tako da, če je kdo zamudil, lahko pride. Seveda lahko, z veseljem ga bomo sprejeli. Uredba o zelenem javnem naročanju se je začela uporabljati 14. marca letošnjega leta in zdaj se že neki prvi rezultati na tem področju kažejo. Seveda brez nekih zapletov ne gre, zato smo tudi že nekajkrat uredbo o zelenem javnem naročanju popravili. Ravno na področju gradbeništva, kjer si zelo prizadevamo vključevati okoljske vidike tudi v segment javnih naročil, smo določili neko daljše prehodno obdobje za začetek uporabe uredbe. To obdobje se izteče 30.6., se pravi konec tega meseca, in z posebno delovno skupino, v kateri so bili tako predstavniki vlade oziroma vladnih resorjev, kot tudi predstavniki inženirske zbornice, gospodarske zbornice, stroke in pa industrije, smo ponovno preučili okoljske kriterije, ki jih za zeleno javno naročanje stavb določa uredba, in se nekako skupaj dogovorili za nekatere korekture in pričakujemo, da bo neka manjša sprememba priloge 7 uredbe o zelenem javnem naročanju sprejeta do srede julija 2012. Takrat pričakujemo, da bojo ti okoljski kriteriji upoštevani tudi pri javnih naročilih za projektiranje, kot tudi pri javnih naročilih za izbiro gradbenih izvajalcev, in bomo postopoma začeli pravzaprav graditi zelene stavbe in pa trajnostne vidike upoštevati pri gradnjah za javni sektor. Zeleno javno naročanje je eno od ukrepov EU, s katerim v bistvu želi spodbuditi javni sektor kot vzgled, da v bistvu kupuje okolju bolj primerne izdelke in storitve, ki imajo manjši vpliv na okolje, po drugi strani pa spodbuditi tudi proizvajalce, da se prilagodijo tem zahtevam in da v bistvu svojo proizvodnjo oziroma storitve prilagodijo, da so v bistvu okolju vse manj škodljivi. Je pa zeleno javno naročanje proces, ki je veliko širši kot evropska pobuda, to je svetovni proces, ki se je začel v bistvu je bila pobuda dana na svetovnem vrhu za trajnostni razvoj v Riu 92. leta in so ZDA v bistvu preko programa Energy Star in prvih meril na področju osebnih računalnikov in zahtev, da javna uprava in lokalne skupnosti kupujejo boljše energetsko, bolj učinkovite računalnike, ta proces že začele. Tako da v bistvu je to svetovni proces, ki ima že tudi neke učinke. Nažalost v Sloveniji na tem področju malo zaostajamo, ampak lahko povem izkušnjo iz ZDA, kjer se je v bistvu pojavila zahteva, da morajo državni organi in lokalne skupnosti kupovati energetsko bolj učinkovite računalnike. 93. leta, ko je bil izdan dekret, je bilo 10 ponudnikov na trgu, ki so v bistvu ustrezali pogojem za označevanje izdelkov Energy Star. 98. leta je bilo 600 takih ponudnikov na trgu oziroma 100% trga. Tako da to ima zagotovo pozitiven vpliv na razvoj proizvodov in tudi inovacije dolgoročno.